Ok, jaz sem edini moški tukaj, želim videti te kuške, nočem videti... Majhne dojenčke, ja. ki se smejejo. Ja. 4 leta v dvoletnem programu. Sorry. 3 let sem naredil vse izpite, pa sem pauziral, ker mi je bila diploma, je bila čisto, Jezus Kristus, to je ena velika gora. Mi kdo v enem momentu rekel, pač pejdi zdaj laufat, bila tako, pač kaj je stalo narobe. Daješ mi še večje, še bolj sem depresivna kot prej. V tej vročini želiš dati crkno. Ja, pač dobro je tako, a hočeš, da sem še slabša, kot sem bila? Dobro jutro, dober dan ali pa dober večer. V bistvu je to čisto odvisno od tega, kdaj poslušate naš podcast Mladim se govori. Danes bomo začeli s prvo tematsko epizodo in govorili bomo o duševnem zdravju. Z mano so 3 mladi posamezniki in z njimi bomo odprli debato o duševnem zdravju. Zdaj pa lahko kar začnemo in bi v bistvu vas prosila, če lahko najprej se vsak predstavi, pa odgovori na vprašanje, kaj je tista prva misel, ko vam nekdo reče duševno zdravje. Da lahko začnemo tukaj. Zdravo, jaz sem Una, prihajam iz Kopra in trenutno končujem prvi letnik študija socialnega dela v Ljubljani. Zdaj prva stvar, ki mi tako pade, so v bistvu prijatelji, ker se mi pade na pamet, so prijatelji, zaradi tega, ker se mi zdi, da je to neka stvar, ki jo najlažje mogoče deliš s svojimi prijatelji, ki so ti blizu in ki veš, da ti bodo stali ob strani. Po drugi strani pa se mi zdi, da tudi so prijatelji tukaj zato, da ti pomagajo pri takih tematikah, težavah, karkoli. Ja, je res, ker duševno zdravje je v bistvu nekaj, kar zaupaš tistmu, ki ti je najbližje, a ne? Ja. Lahko kar naprej? Jaz sem Nina, sem iz Ljubljane. Zdaj bom šla v 3. letnik gimnazije. Jaz duševno zdravje najbolj povezujem z mislimi, ker se mi zdi, da nekako imajo osrednjo vlogo pri duševnem zdravju. Sploh tako, jaz sem ne čisto overthinker, ampak tako, glavo imam ves čas polno enih stvari in ful hiter opazim, da pač, če tega ne kontroliram, da grejo stvari lahko hiter navzdol. Tako da ja, to bi jaz rekla. Okay. Pa še naš zadnji gost. Ok, jaz sem edini moški tukaj. Sem Miha, prihajam z Gornje vasi iz Poljan. Trenutno sem v 4. letu 2-letnega programa za informatiko. Nimam statusa, rabim pa sem diplomo narediti. So, I'm hanging in there. In bolj, kar premislim, duševno zdravje je bolj zame vsej, bolj zadovoljstvo samega sebe. Ok. No, Una, Nina, Miha, dobrodošli. Zdaj pa v bistvu malo smo odprli to, kaj sploh je duševno zdravje, ampak zdaj pa bi vas vprašala, kakšno se vam pa zdi recimo duševno zdravje mladih danes? Mogoče, ne vem, iz kakšnih svojih izkušenj ali pa tudi, ne vem, saj se vsi pogovarjamo s svojimi prijatelji, mogoče malo opazujemo, kako so ostali, kako smo mi. Introspekcija je pri duševnem zdravju zelo pomembna, tako da mogoče to, no, kako se vam zdi ta situacija mladih v povezavi z duševnim zdravjem danes? Pa mogoče lahko tudi tako naredimo, da ne bo to res diskusija, to je odprt prostor, tako da če ima recimo Miha kakšne misli na Unino izjavo, lahko kar opadamo, ok? Ok. Cool. Tako da, kdo bi začel? Jaz bom rekel, da je čisto odvisen od kakšne vrste mladine imaš to. Jaz, ki sem bolj informatik, imam bolj pogled za tele, ki so bolj online. In moje mnenje je, da je bolj izolirano, ker smo v dobi socialnih mrežij in se je postavil pattern, ker se probamo mi v skupince dati, v klike, kakšen fandom ali kaj je to. In potem se ful izolira v to in je zadnje čase se ful pojavlja, da postane vedno bolj us versus them mentality, tako da je bolj izolirano. Okay. Ja, se mi zdi, da je v bistvu ful problem, da se je nekako zgubil občutek nekega communityja, neke skupnosti. In da v bistvu točno to, kar si rekel,
ne gledamo več na drugega kot ok, vsi smo ljudje s čustvi, z mislimi in vsem, ampak tako, ok, ta ima ta interes, zato mi ni všeč, ta pa ima ta interes in zato mi ni všeč. Kar je pa še jaz dodala je, da se mi zdi, da ful ljudi zadnje čase govori o tem, da se duševno zdravje mladih ful bolj izboljšalo, da se ful bolj govori o tem, da ful je manj stigmatizirano, kar absolutno je res in smo naredili, se mi zdi, da v tej neki novi, modernejši dobi, današnjem času en velik preskok v primerjavi z 20-30 leti nazaj, ampak se mi pa še vedno zdi, da nismo na točki, kjer bi pač mogli biti ali pa kateri bi mogli strmeti. Jaz, tako kot si prej omenila, še vedno, ko se pač pogovarjamo s prijatelji, še vedno pažeš, da rabijo nekateri ful preveč časa, da se pač izpovejo glede svojih problemov, da poiščejo neko pomoč, ki jo potrebujejo in da še vedno obstaja neka stigma, ki sicer čisto, kot da bi nekako bila vpisana v ta naš DNK, da je toliko stoletij zgodovine, stigmatizacije te teme, da kot da se ni bilo dovolj teh, 10-15 let, da bi se naredil ta preskok. Še vedno se mi zdi, da čeprav se o tem govori in čeprav se podpira mlade, da še vedno to ni dovolj in še vedno moramo pušati te teme naprej, moramo početi take stvari, kot jih mi danes počnemo. Absolutno v šolstvih bi se moglo dosti več o tem govoriti, ker se mi zdi, da ogromno problemov izvira tudi pač iz nekega šolskega sistema, ki absolutno pač je dober, ampak ne more nikoli biti perfekten in moramo delati na tem, da se samo izboljšuje in izboljšuje. Meni se zdi, da pač ta stigma, o kateri ti govoriš, mislim, med mladimi je jaz ne vidim, ampak tako med mladimi pa kakšnimi starejšimi je ziher. Ampak tako med mladimi se meni zdi, da smo vsi ful odprti med sabo. Meni se zdi, da ni problem, da ni to, da je dejansko, ok, mogoče sem se jaz narobe izrazila, da je dejanska stigma, da bi na primer zdaj mene bilo strah, da če ti jaz povem nekaj, da bi me obsojala, ampak se mi zdi, da imaš ti na splošno samo ta nek notranji feeling, da sploh govoriš o tem. Ne nujno zaradi tega, ker bi te kdo obsojal ali pa ker veš, da ne bi imela suporta ali pa pač neko ramo za se nasloni, tako rečeno, ampak se mi zdi, da kot sem rekla, da je pač kot nekako vgrajeno v nas, da nas je še vedno na splošno strah govoriti o tem. Absolutno se mi zdi, da to naša generacija ima ogromno minusov, lahko rečemo, ampak se mi zdi, da točno to, kar si rekla, glede tega res pač delamo ogromno korakov naprej, ampak meni se pa še vedno zdi, ne vem, da tako pač ogromno ljudi stragla, ima težave z mentalnim, duševnim zdravjem, ampak nekaj jih ovira pri temu in pač meni je v bistvu samo to fascinantno, ker pač jaz sem res oseba, ki povem, kaj čutim, če sem jezna, bom to skomunicirala, če sem žalostna, bom zjokala in pač povedala, kaj je narobe, ampak vidim, da pri ostalih pač temu ni tako in da dostikrat sem komaj po parih mesecih od prijateljev zvedla neke stvari, ki pač sem lahko, to bi mi moral povedati pač prvi dan, bi bila tle, bi ti pomagala, bi ti stala ob strani, zakaj si čakala toliko časa in Če se lahko navežem, mogoče na to pa odpremo še en drug spekter duševnega zdravja. Jaz mislim, da je to, kar sta vidve govorile, mogoče tudi malo ta stigma, pa to, da se ne odprejo tako hitro, je zelo povezan tudi z možnosti pa podpornim sistemom, ki ga mladi imajo, ko odraščajo. A ne? In tudi recimo prej, ko smo govorili o tem, ki si omenila, da bi to moglo biti bolj vpleteno v šolah, točno to recimo tudi Mladinski svet Slovenije ima stališča, ki pravi, da mora biti več vsebin o duševnem zdravju v šolah, pa podpora tudi za študente. A ne? In meni se zdi, da je zelo pomembna oziroma zelo pomemben ta podporni sistem, ki ga mladi dobimo. A ne? In točno to, kaj bi vi recimo, če bi lahko zboljšali ta podporni sistem, kaj bi naredili? Mislim, na mojem, če naj se najprej mogoče na študente fokusiram, pač na mojem faksu, to res moram pač dati kapo dol. 1. oktobra si imel, so ti našteli pač milijon nekih opcij, na koga se navezati, ime, priimke, maile, telefonske, predavalnice, v katerih se lahko dobiš z njimi, ure, ob katerih se lahko dobiš z njimi, pač je res to, ti vejo in ti dajo pač do znanja, da imaš podporo, ki jo pač potrebuješ, ampak
kar opažam, pa naprimer zdaj je absolutno nov disrespekt do katerega koli drugega faksa, ampak tako ne vem, poslušam zgodbice svojih pač prijateljev iz FRI-ja, iz FMF-ja in spet pač verjamem, da to ni absolutno specifično za en določen faks ali pa da je samo en faks problematičen, ampak ok, tudi če sem jaz, ne vem, na poti tega, da sem socialna delavka in bo to enkrat moje delo in ne vem, nek informatik ali pa nek matematik ne bosta mogoče delala verjetno na tem področju, še vedno sta osebi, mogoče absolutno, ampak še vedno sta osebi, ki pač s tem lahko strugglata in sta še vedno pač samo študenta, ki sta pač v nekem novem obdobju in mogoče najprej, ne vem, da se na vseh fakultetah naredi, vsaj, ne pravim, da zdaj to morajo biti, ne vem, vsakodnevni sestanki, da pač, ne vem, support grupi, karkoli, ampak da veš, da imaš, ok, ti eno osebo, ne vem, enkrat na teden, enkrat na mesec, eno osebo, na katero se pač lahko obrneš. Da imaš sploh možnost. Tako da to veš, da tudi če, dosti ljudi se verjetno tudi sploh ne bi odločilo za to, ampak se mi zdi, da nek komfort prinese samo to dejstvo, da veš, da to imaš, da veš, da to obstaja. Sicer ima tudi pač Univerza v Ljubljani ful lepo urejeno, v bistvu pač, ko bi zdaj temu rekla, psihoterapevtsko pomoč / pogovore, ki so pač, mislim, da 8 do 10 ur pač so brezplačni in je tako ful lepo pač povedano, da ne rabijo biti neki težki problemi, lahko lahko si končal s svojim fantom ali punco in pač hočeš dati ven iz sebe in greš za 2 urce govoriti o tem, to je to. Lahko si padel izpit in pač ti je to konec sveta in se greš pogovoriti. Se v bistvu duševno zdravje, ne, ni... Meni je vedno fascinantno, ko mi v duševnem zdravju začnemo govoriti šele takrat, ko pride en problem, a ne, ampak v duševnem, oziroma ko je že neka motnja, neka težava, ampak v duševnem zdravju bi se mogli, tako kot recimo v fizičnem zdravju, bi se mogli pač pogovarjati že preventivno, a ne, in glih to, te mogoče miniaturni problemi se nabirajo oziroma nastanejo potem dejanska motnja, problem in tako dalje. Tako da, če pa še vidimo mogoče odgovoriti, kaj bi bila pa vajna misel mogoče glede na ta podporni sistem? Bom jaz najprej. Upam, da te ne motim. Sorry. Sorry, not sorry. No, bom izpostavil, ker jaz sem trenutno prostovoljc v programu Puma Plus, kar je projektno učenje mlajših odraslih od 15 do 29 let. Se lahko pišeš in imaš to mentorja. Dobiš zastonj inštrukcije, če imaš že kakšen predmet, ampak ne to, ne vem, kako specialistično, ni ponovadi. Zdaj motivirajo, so tudi drugi, kot ti, naprimer mladi, ki imajo kakšen struggle. Jaz, ko sem v Loki, imajo, ali želijo šolo narediti, ali želijo najti službo, ali rabijo pomoč, da se socializirajo. In je kar dobra. Jaz sem bil to, meni je pogodba že iztekla, ter nisem več. Imaš tudi mičken plačo, ampak to je 1 evro na uro čez študent, do maksimum 6 ur. Na dan, pa polne stroške imaš povrnjene in se počutiš, da nisi kot ena zgodba in prav vidiš, ka ves čas se ljudje primerjamo z drugimi in pol tukaj lahko ugotoviš, da se ne primerjaš sam z drugimi, ampak se rabiš sam sabo. In rabiš gledati, kakšen si ti zdaj v primerjavi z včeraj. In za ene traje tedne, mesece, za mojega brata, naprimer, je na PUM šele pri koncu pogodbe začel hoditi in je šele takrat padel not. In za razni ljudi traja več časa. Je nešteto veliko stvari, kaj lahko probaš. So resurse online, pa tudi pri PUM-u grejo na šole in je pa tudi problem, da ali učitelji pozabijo povedati, ali pa na splošno študenti ne pridejo pogledati. Mogoče je to ful se mi zdi dobro, da si izpostavil neke take programe, tudi to, kar si ti prej rekla, ker v bistvu tudi to je en del tega podpornega sistema, ne. Zdi se mi pa, da je velikokrat to samo kot nek privesek, ne pa kot osnova, ne, da bi pač bila to nek osnoven element, ne vem, izobraževanja in da glih zaradi tega, ker bi bil to osnoven element, bi se mogoče več ljudi pa pol odločili za to, a ne. Če se lahko navežem, si točno to v bistvu, kar si rekla, da
Vse je to super in absolutno se treba podpirati take stvari. Se mi pa zdi pač točno to, kar sem tudi jaz prej hotela reči, da bi jaz lahko razumem nekega študenta, ki, ne vem, hodi na predavanje, hodi na vaje vsak dan, ne vem, verjetno, ne vem, zdaj streljam, hodi v fitness, se proba imeti socialno življenje, ki vemo, da ga je težko ohranjati v nekih določenih momentih življenja in pač lahko razumem, sicer ni fajn in jaz ne bom nikoli za to, vedno bom podpirala, da se pač kdorkoli, ne samo študenti, dijaki, osnovnošolci, pač udejstvujejo takih zadev, ampak lih to se mi zdi, da pač bi to moglo biti ukorporirano. Ampak se ni, da so tudi sami študenti krivi, kot si ti rekel, pač ne pride informacije do njih, sploh se ne pove in pač to se mora absolutno, pač zdaj bo malo grdo mogoče to izpadlo, ampak nekako pač prisiliti, ker samo s tem bomo lahko prišli do te stopnje kurative, o kateri govorimo, ker pač bodimo realni, tudi kot mali, naprimer, vem, ti domačo nalogo, zdaj, ko si bil, zdaj, ko si starejši, vemo, zdaj, ko smo starejši, vemo, da je bila dobra za nas takrat, ampak ko si ti imel, ne vem, 12 let in si mogel pisati, ne vem, neke račune za nalogo iz matematike, pač so te starši mogli prisiliti. Ja. In v enem momentu je bilo pač to super zate, ampak ti je bila muka. Ti je bilo muka. In pač se mi zdi, da nekimi takšnimi stvarmi, še posebej, če smo komaj v tem procesu, da to postane normalizirano in da se to spremeni v neko kurativo, samo take stvari, nažalost, niso dovolj. Mogoče čez nekaj časa, ampak zdaj super je, da jih imamo, super je, da obstajajo te stvari za ljudi, ki so mogoče, kot si že rekel, v tem procesu že malo kakšno stopničko višje in to izkoristijo, ampak Je pa tudi res, ne, da večina stvari se začne seveda z dialogom, pol z nekimi manjšimi postopanji in potem šele pride do neke velike strategije, kar bi bilo dejansko, da bi bilo recimo duševno zdravje ne privesek, ampak osnova na vseh področjih. Ne vem, sej drugače tudi vsi poudarjajo, ne vem, in WHO, kar je World Health Organization, ne vem, UNICEF, Mladinski svet Slovenije, vsi poudarjajo, koliko je pač v bistvu pomembno, da se govori o mentalnem zdravju in koliko mora biti tudi upeljan pol noter v druge spektre življenja. A bi še ti kaj dodala? Jaz bi se na te navezala. Meni je ful dobro, da si omenil ta program, ki ga imate. Drugače prvič slišam. In pač to mi je ful škoda, ker se teh stvari res ne pozna toliko. In sem šele pred kratkim ugotovila, da v bistvu v Ljubljani je ful teh nekih mladinskih centrov. Ne vem, zdaj so na primer tam zraven cukrarne odprli novega. Ali kaj? Mladih zmajev. Ja, ampak Baza je nova. Ja, se to ne. to je to, ja. To je to, ja. Mladi zmajev, Tudi en smo pomas v so Ljubljana. Ja. Ampak v glavnem, ja, mislim, jaz sem tako komikaj slišala o tem, da so to sploh odprli. Bom dodal še pri tem. Ena od mentoric na POM-u je prej delala tudi v šoli in probala nekaj tega implementirati. Ampak je tudi problem zaradi tega, ker šola ima en tak, morajo do določenega roka to naučiti učence. In potem je urnik čist napakiran in preprosto ni časa, da lahko kaj v to daš. In je tudi že malo problem tale šolski sistem, ki se ni že ne vem koliko desetletij nič spremenil. Tako da enkrat je treba je vsej ali počakati ali pa narediti akcijo, da se ena reforma naredi. Ja, je res, mislim, itak iz tega vidika lahko vidimo, da so vse stvari prepletene na koncu. Ne? Če ti hočeš spremeniti eno stvar, se posledično pol bojo ali pa morajo spremeniti efekt, tudi. ja. Ja, domino efekt. Ne? Ampak zdaj glih, ko govorimo o teh področjih, ko nekdo reče mentalno zdravje, se mi zdi, da ne dojemamo, na kaj vse ima to vpliv. Kaj recimo po vašem mnenju so tista področja, ki bi rekli, da imajo pa največji vpliv na vaše mentalno zdravje. Ker recimo za primer, Organizacija Združenih narodov je naredila mislim, da to leto je naredila poročilo o duševnem zdravju mladih in o well-being mladih. In v bistvu so rekli, da duševno zdravje mladih vpliva na 6 področji, sicer več, ampak glavnih 6 področji je izobraževanje, zaposlitev, družina in odnosi, revščina in prikrajšanost, tehnologija, pa družba in skupnost, oziroma da ta področja vplivajo na duševno zdravje. Kaj pa bi vi rekli? Jaz bi iskreno rekla, da mogoče
Najbolj neki odnosi. Dejansko se mi zdi, da smo ljudje pač družbena bitja, socialna bitja, takšni smo, kar smo dobesedno nastali kot neka vrsta. In se mi zdi, da se ful premalo govori o tem, da dejansko vsi odnosi, ki te obdajajo, pa bodisi so dolgoletna prijateljstva ali pa ne vem, starši otroci ali pa ljudje, ki si jih prvič spoznal mogoče, da še vedno to zelo vpliva na te, vpliva, ne vem, kako ti doživljaš sebe, vpliva, kako ostali doživljajo tebe in se mi zdi, da nekako, tudi če so neke ne vem, male stvari, ker itak odnosi vemo, da so, bom rekli, viharni, še vedno vsaka mala stvar, kot smo že prej omenili, se nabira, ne vem, en dan se skregaš z eno prijateljico, pa potem, ne vem, se skregaš s fantom, pa potem se skregaš z mamo, pa se skregaš, ne vem, s sestro, pa se skregaš z drugo prijateljico in se ti boš na koncu verjetno vse to rešil in boste vsi na koncu verjetno okej, ampak to še vedno tako, kot da bi pustilo neke stopinje na tebi, na tvojem počutju, ker pač se nabirajo, kot smo rekli, in tako en minus na drug minus, na tretji minus. Je pa pol kar naenkrat velika kopica, ki te začne tiščati, verjetno. Ja. Ok, pa ti bi rekla odnosi? Ja, jaz bi rekla tako, odnosi katerenkoli pomenu, obliki. Jaz bi rekla družabna omrežja, ampak ne tako čisto v smislu, mislim, ljudje ponovadi pomislijo takoj na, ja, pač primerjanje, pa fear of missing out, pa te stvari. Čeprav meni se iskreno zdi, da to ni spet tak osrednji problem in da je večji problem samo to, da pač vsi doom scrollamo in da pač content, ki ga gledamo, ni dejansko dober za naše možgane sploh in da je vse ful zasvojljivo. Kar se pol vidi v tem, da nič ne hodimo ven, pač zanemarjamo odnose, ne družimo se več z ljudmi, ne športamo toliko. Ja, jaz bi rekla, da je to predvsem problem, pa da nimamo hobijev. Tako se mi zdi, da jaz vsaj redko kdaj srečam koga svoje starosti, da se dejansko zelo izraža še na kakšnem drugem področju, kar se mi zdi precej žalostno. Ja. Mislim, se mi zdi, da zelo pozitivno je, če imaš kakšne hobije, ker družbena omrežja so lahko včasih negativna stvar, so pa lahko tudi pozitivna stvar zaradi vseh dostopnosti informacij in tako dalje, ampak je pa res, da če je to tvoj primarni, recimo, hobi v tem pogledu, ti srkaš v bistvu samo interese drugih, ker če recimo pogledamo Instagram, TikTok, ti cele dneve lahko sam gledaš življenje drugih, tako da je dobro, da tudi za duševno zdravje, da imamo druge hobije, zato da v bistvu ti lahko razviješ sam pri sebi, kaj pa je tebi fajn, kaj tebe napolni, ne pa da gledaš mogoče življenja drugih. Pa tudi, kar se mi zdi ful, ker je, kot se rekli, vsi se vedno fokusirajo na primerjanje, na to, na uno, kar je ful problematično, da se ti s tem kontentom tudi v bistvu ogromno ljudi, pač, ki absolutno imajo težave z mentalnim zdravjem, ampak v bistvu ti samo depresivne stvari gledaš. Pač jaz ne vem, da odprem TikTok, bo pač v prvih 10 videih bodo pač 3 ljudi, ki so neki depresivni kvoti, ki so neke žalostne misli in sem tako pač, to je isto, kot da bi ti, ne vem, se super zbudil, začel svoj dan in prva stvar, ki jo pač narediš, je, da pač si daš neko žalostno pesem za poslušati. Je pač logično, da boš bolj žalosten in logično, da te bo pač spravljal neko negativno počutje in se mi zdi, da to je isto pač s socialnimi omrežji, da pač ti si v bistvu, kot si prej tudi rekel, si v tem nekem svojem bablu depresije in ni da zdaj jaz pomanjšujem depresijo, absolutno je pač težava velika, o kateri se mora pač več govoriti, ampak tako se mi zdi, da si niti ne damo šanse biti pozitivni in biti veseli, ampak da te takoj samo pač potegne kot nek, ne vem, vrtinec. Ampak pri družbenih omrežjih, recimo, ki si dober primer, si dala glasbo pa družbena omrežja, ampak pri glasbi imaš ti moč, da si izbereš, katera bo tvoja druga izbira te glasbe. Pri družbenih omrežjih je pa, mislim, da največji problem to, ker algoritem dela svoje. In če boš ti se v tistem trenutku počutila žalostno in videla nek quote in pač v tistem trenutku se boš mogoče povezala z njim, ga lajkala, gledala mogoče dalj časa, kakor pa prej, boš dobesedno tisti dan imela točno tak algoritem. In to je, mislim, da
problem tega, ker nimaš več toliko tiste Avtonomija sploh. Ja, oziroma jo imaš, ampak moraš biti toliko bolj zavesten, da si tako, ok, ne, to je algoritem in to bom jaz zdaj, ne vem, presekal s tem, da Not interested. recimo, Ja. a ne? In to je mogoče ta problem tudi. Ja, problem je, da veliko mladine se ne zaveda, da ima tudi vpliv nad temi družbenimi mediji. Jaz pol gledam kakšne umetnike na socialnih mrežih in občasno imajo ali politične stvari, ki jih nočem gledati, ne. Prvič sem nagledal umetnost, da ne dam depresiven. Želim videti te kužke, nočem videti... Majhne dojenčke, ja. ki se smejejo. Yeah, I want an, I don't want that. Oh no, fire, house broke down, zdaj sem pa sad, jaz pa sem... Lahko ali mutaš, ali pa na TikToku, naprimer, ne komentiraš za tiste stvari, ki imaš, ne lajkaš, ali pa sem na hitro skipaš, ali pa pogooglaš, kaj bi rada videla. In jaz sem si že parkrat čisto algoritm spremenil, teda nimam pojma, kaj zdaj gledam, ampak imam pa si postaviš kakšno mejo, ki, naprimer, za TikTok, naprimer, jaz imam to vsej v meni zavesti, to je zame entertainment. In si podam kakšen limit, ali da mi feed postane čist čuden, pa bom dosmel, ok, do sem že gor, ali pa ok, to delam na računalniku zdaj, pa na TikToku, dokler se mi to ne zloda ali nekaj. Bom pa rekel, sem nazaj vrnil, vse te, ki ste omenili, vplivajo, še posebej, ko so mlajši, ka starši imajo kot eno kitno na tebi in nimaš samostojnosti, da lahko eksperimentiraš. Ker ko si v mladini, še posebej v najstništvu, imaš tak instinkt, da testiraš limite drugih samega sebe, ali poskušaš testirati limit do staršev, do kje lahko pušaš z njim, ali pa da probaš, kaj vse si sposoben, kaj vse lahko narediš, kaj na tebi dobi good feelings, na čem si sposoben, v čem ti ni gre. Je pa tudi po določenih stvarih treba try it over and over again. Bom povedal iz izkušenj, jaz sem, ne vem, koliko hobijev zdaj že probal in večinoma so zdaj umetniški. In bom rekel, ful darujem tale bolj umetniška darilca in je ful zanimiv, pa zgodbo povem, kako sem sovražil, ker sem to delal ves čas, ampak en produkt je pa bo. In pa sem vmes povem, 4-krat sem skoraj oko tukaj, da bod vesel. Ceni. Ja, ceni to. Ja. To se mi zdi, da smo ful zgubili nek willpower. Se mi zdi, da tako pač, in to se spet tudi navezuje z unim bublom, neke žalosti in depresije, pač se mi zdi, da pač nimamo več točno tega, kar si rekel. Ja, pač I hated every minute of this, ampak sem naredil in zdaj sem ponosen. In je tako pač isto kot, ne vem, da zdaj, ne vem, nek tekač hoče pač podreti svoj personal record v, ne vem, 400 metrih in, ne vem, prvič proba in ga ne podre in bi nehal. In da bi to govorili splošni javnosti, bili tako, pa kaj zdaj, in valjda ve, da ne more nekega rekorda kar v prvo podreti. In se mi zdi, da tako pozabljamo, ja, to se ne gre samo za enega tekača, ki proba podreti rekord, se gre za karkoli, se gre za, ne vem, vzpostavljanje odnosov. Mogoče prvič, ne vem, ko boš hotel, ne vem, ko si prvi razred in hočeš narediti neko interakcijo s svojim šolcem, mogoče boš awkward in mogoče boš totalno bil čuden. Ampak v bistvu to je okej. Vsaka interakcija nadaljna ti bo pač dala neko novo znanje. Ne vem, probaš si zgraditi humor. Ja, JBG, vsakemu se zgodi, da šala pač ne uspe. Ampak to je pač samo, okej, veš, kaj lenda, veš, kaj ne lenda. Tudi malo se učiš readati the room, malo se naučiš, komu kaj paše. In pač to se mi zdi, da te neke ustrajnosti ni več. In se mi zdi, da vsi takoj, okej, zdaj sem padla izpit in zdaj sem depresivna in to govorim, pač I am guilty. Probam absolutno, ne vem, okej, zdaj sem pač padla izpit in zdaj pač ga ne moram narediti in naslednji rok se vidimo. In pač ne moreš takoj, prvi avtomatični respons ti ne more biti,
nesposoben sem, žalosten sem in ne bom več probal. Meni je ful dobro, če se lahko zdaj navežem, ker imam glih eno misel v glavi. Midva sva z gospodom Pahorjem sva imela glih en tak tip pogovora na eni točki na enega podcasta in je bilo ful dobro, kar je rekel, je bil tako, lej, ti sam rin naprej. Rin naprej in včasih moraš iti v narobno ulico, da sploh veš, da si v narobni ulici. Kdor je na isti točki, sploh ne bo vedel, a je tam slepa ulica, narobna ulica, prava ulica, kakorkoli. In je tudi rekel, da recimo se najmanj govori o tej vztrajnosti, a ne? Da talent je recimo zelo pogosta stvar, ampak da ta vztrajnost je pa tist, kar nas daleč pripelje. In to v nekem smislu, recimo jaz sama pri sebi, lahko tudi na duševno zdravje apeliram, ker recimo jaz sem imela neke svoje težave, a ne? In ko sem jih začela predelovati, to ni šlo kar, zdaj pa, da je absolutno vse v redu, ampak je šlo malo gor, malo dol, malo gor, malo Ni dol. linearen proces. Točno to. In na koncu je bila ta vijugica oziroma krivulja že malo bolj nevtralna. Ampak vedno ne moramo pričakovati, da bo, ko se začnemo soočati z eno težavo, še posebej pri duševnem zdravju, če je to res velika težava, ker kot smo prej rekli, se ne začnemo preventivno s tem ukvarjati, ampak pol šele, kaj je Nastane tako. ogromen problem. Ja. Moramo se zavedati, da pač je to dolgotrajen proces in da moramo biti vztrajni in da bo vedno ups and downs. Ja. Pa tudi v bistvu to neko, kot bi rekel, ne vem, bešanje ljudi, ki mogoče neki širši populaciji ni viden njihov proces pri temu. Pač, ne vem, da smo se enkrat pogovarjali in je tako nekdo omenil, ja, pač sej, on ima težave, ampak pač hodi na terapijo, ma pač on je še vedno kao tako bom, ne vem točno, kaj je že bilo, ampak jaz sem tako, ok, super, da take those steps, ampak pač, kaj ti veš, kaj je za njega en korak gor? Mogoče je korak to, da je pač zjutraj vstal in si umil zobe, ker prej pač ni imel niti za to volje. Mogoče je korak naprej to, da je šel na kavo s frendom, za kar prej ni imel volje. Mogoče je pa korak, ne vem, samo to, da se je mogoče eno jutro zbudil in pač bil vesel, da se je zbudil, ker absolutno obstajajo tudi pač ljudje, ki se zbudijo in niso veseli, da se pač zbudijo. In točno to se mi zdi, da pač ne smemo nobenega procesa niti omejevati, mu dajati nek limit, koliko časa naj bi to trajalo, ker sej, kot smo tudi prej rekli, pač to je vse proces in pač pusti ljudi, vsak je svoja oseba, vsak ima svoj tempo, vsak ima svoj način predelovanja in pač to, da zdaj moramo mi od kogarkoli, ki ima težave v duševnem zdravju, pač siliti ali pa od njega pričakovati, da jutri bo pa super, jutri se bo pa zbudil, eto, enkrat je bil na terapiji, se je spovedal in jutri se bo zbudil nov človek, mislim. Ne bo vse. Ja, kje si to videl? Mogoče za kanček drugačen ali pa za kanček, pa ne boljši, ampak mogoče bo ponotranjil First step je important. Ja. Ta prvi korak je vedno najbolj pomemben. Točno. In najtežji v bistvu. In že to, da v bistvu nekdo naredi prvi korak, se mi zdi, da je tako, wow, pač good job, you did that. Pač ti si se odločil in naredil stvar, ki ogromno ljudi ne more. In si rekel, ok, zdaj pa pač dovolj. In boš naredil ta prvi korak. Tako da vsi, ki ste naredili prvi korak, pač bravo. Aplauz. Je pa tudi treba poudariti za nekatere, se navadijo, da jim je prijeten biti v enem okolju in se pol tega preprosto ne morejo rešiti. Ali je zaradi lenobe, ali da so doma, ali da ne grejo na šolo, ali pa preprosto na izpit ne grejo in tako naprej. Občasno je treba pritisniti, je pa tudi treba paziti, kako pritisneš to. Ker določeno eni starši pritiskajo. Na napačne gumbe. Ja, in potem je to čisto napačen gumb. Včasih je treba pustiti premije. Ampak včasih rabijo tudi posledice dobiti. Ampak to ne mislim kot, bolj zbajte, ne. Mislim kot, evo, zgubil si status, evo, zdaj pa rabiš malo ših dobiti, ne, da boš ali boš, evo, plačam ti prvič, ti pa naslednjič. Treba se naučiti, da moraš nekaj narediti, ampak ti rabiš sam sebe gledati. Treba najprej sam sebe. Je pa tudi res, da včasih je sam, taj shit day, try again tomorrow. Yeah. Ja. Jaz pač ful se
v bistvu, ko bi te rekla, pač ful si zdaj tako, jaz sem imela ful težave s tem, sem imela tudi, kot ste rekla, neke pač svoje težave in to se mi zdi, da je bil moj glavni problem. Jaz sem čutila komfort v tej svoji situaciji in jaz sem tako, vsak nadaljni korak v kjerokoli smer bo naporen in pač nisem samo sebe pač mogla prisiliti, da ga naredim in v bistvu sem ostala v tem nekem svojem mehurčku, te neke, slabo je bilo, absolutno, ni bil dober mehurček, ampak pač v enem momentu sem jaz čutila komfort v poznanem, sem čutila komfort v temu, kar poznam, v temu, na to, kar sem navajena in pač nisem v bistvu, ne da ne bi imela sem in support system in ne vem, želje po temu, ker dosti se mi zdi ljudi sploh nima v bistvu želje, potem imela sem željo priti iz tega, ampak pač ne vem, nekako te prevzame ta občutek poznanega in res ne vem, kako boljše opisati kot neki komfort, se samo pač počutiš, kot da si v neki dekici. Pač je slaba deka in je težka deka in te puša down in te pač vleče dol, ampak tako pač, če je to nekaj, kar poznaš in če je to nekaj, kar ti odgovarja, je zelo težko priti iz tega in točno to se mi zdi, da pač dosti ljudi tudi, ne da nima želje, se mi zdi, da tako večina populacije ima željo postati boljše, mislim zdaj, kaj je boljše, tle bi lahko cel nov podcast naredili o temu, ampak pač se mi zdi, da dosti krat je točno to v bistvu, kar si ti rekel, da si v tem nekem svojem mehurčku in tebi zdaj tle komot in ti v bistvu nimaš niti nekega willpowerja, da pač greš iz tega. To si zdaj prav toliko silno me zadev, prav lepo je nekoga slišati. Bom dodal še, ker to je ful na mene, ful vpliva, ker naprimer jaz, kot sem že rekel, 4 leta v 2-letnem programu. 3 let sem naredil vse izpite, pa sem pauziral, ker mi je bila diploma je bila čisto, Jezus Kristus, to je ena velika gora. In mi je končno prek Puma uspel dispozicijo dati in so mi zdaj odobrili temo. Super. In vmes sem že delal to. Pa je, ka še zdaj pauziram, ka dobim občutek, ne vem, kako ne naredim to, In potem pa mi je Zavod za zaposlovanje organiziral, da sem šel na oblikovanje spletne strani in sem opazil, čakno, jaz to praktično vse vem. Jaz pa sem, kaj sem delal ves ta čas? Ampak še vedno rabim, da me nekdo pritiska občasen, ali pa da prije pogleda, da jaz delam tam na Pumu, to imam program, pa dela samostojno. In ful efektivno je, če si narediš en list, kva vse te muči, potem pa si daš kakšen cilj, kar naprimer na Pumu imamo tedenske cilje, želim to pa to narediti. Naslednji teden, ni mi uspel narediti nič. Kva pa če malo zmanjšamo to? Efektivno je, da si postaviš en cilj, ampak rabi biti dosegljiv, pa časovno omejen, pa izvedljiv. Naprimer, jaz rabim, ne vem, par let od artiklov ustaviti v moj prototip stran in danes probamo 5 artiklov, ta teden, mi ni uspel. Probamo 2, 3, ko občasno imaš nekaj, ne vem, koliko velik artikel, ker vsi artikli so dolgi, eni kratki, čist easy, pa ima eni video, pa kak ne dam video, ja, pa ti hočeš mene, pa to za turistično društvo delam, večinoma sem stari, pa oni, kako to naredim? Ali sprejte vzame to? Ti pa sem... Ampak starejši njihove tako cutesy ne razumejo stvari. So brez film, pač oni so veš kot otroci. Ampak sploh ne mislijo dejansko slabo, ampak tako ne štekajo, da je slabo. Pač tako you can't say that. Ampak rečejo na tak način, da si tako... Ja, večinoma čase, jaz sem včasih, daj meni, prosim, tam je prosim, pritisnem X. Ja, ampak bom se vrnil, treba je najdeti, kva za te dela. Naprimer, zame pomaga, da naredim list, pa si nadam cilje, občasno si dam 20 ciljev za en teden in pol oni, kva si to noro, jaz pa, to je moj mest. Si počuti motiviranega. To je zame, eni mislijo, kaj je to, jaz pa sem, enega sem spel, dopaj mi boost. Jaz se ne sekiram, če ga ne naredim, moj cilj je, naredim vse enega. Pa si lahko daš ne en kuk, pa vsaka, kaj narediš ekstra, sem, super. Mogoče pa bi začela kar pri tebi.
Kako pa se vi soočate z nekimi težavami? Kaj so kakšni taki prijemi, ki jih imate? Ja, ne vem, težko vprašanje, ker ima vsak nekaj drugega. A ne? Se mogoče lahko poveš, kaj imaš ti? Ja, meni je največkrat najlažje, da se na prijatelje obrnem, da se gibam, zato da, ker pač ne moreš, mislim, ti rabiš nekako to, kar se ti v glavi dogaja, fizično sprocesirati, se mi zdi, ker če ne je to tak burden pol na tebi in te sam sesuje. Tako da meni se zdi, da če se greš fajn laufat in prideš pol čist prešvican domov, boš kar velik s tem naredil. Ampak ja, večinoma pogovor. V bistvu že, oziroma ni treba niti spet, da je to nek pogovor. Tudi če si sam napišem na list, da jasno vidim, kaj je moj problem, se mi zdi, da lahko na dober način dam breme dol sebe, da lažje vidim, kaj je narobe in potem, da se lažje odločim, kako naprej. Ja. Mogoče tukaj si rekla, ta aspekt tega, da daš nekaj ven, je po moje najprej dober zaradi tega, da ti je lažje, ampak drugič pa, da dejansko vidiš objektivno, s čim operiraš. Ker se mi zdi, da znotraj sebe je ta problem ali pa ta stavek, ki ga imaš v glavi, lahko tok, pa ne napihnen v negativnem, ampak tako zgleda 100-krat večji, kakor pa dejansko je. In se mi zdi, da je to ful dober način, da ali si napišeš ali poveš, da dejansko vidiš, ok, se v bistvu dobro, na tak način lahko to rešim, ne vem, tako, da imaš pol občutek sploh, s čem operiraš, ker znotraj sebe se mi zdi, da vedno vzemamo mogoče vse malo bolj potencirano. Moj pač prijatelj je rekel, da prvič, ko poveš nekaj na glas, je tudi prvič, ko nekaj poveš sebi. In se mi zdi, da je to točno to, da pač v bistvu ti imaš neke misli v glavi in to, ampak pol dejansko, ko ti poveš to na glas, mogoče sam sebi na glas, ne rabiš tako komorkoli, ampak ker ti, ko razmišljaš, nimaš dejansko, je v bistvu razmišljanje v razmišljanju, je samo to tvoj pač nek flow state of mind, pač dejansko ne pomisliš to, kar si pomislil, ampak ko pa ti poveš nekaj na glas, torej ti si rabil razmisliti, kako boš to povedal, kaj boš povedal in pol si še slišal in ko nekaj pač dejansko slišiš, razmisliš, ok, kaj sem zdaj slišal in je v bistvu, se mi zdi to ful dobra stvar, ampak veš, mi je pa ful zanimivo, ker jaz pa naprimer, jaz sem pa pač oseba, ko imam slab dan, slab moment, žalostna pesem, cried out in pač bad rotatun večer in naslednji dan I will get up, start the day normal in pač nek hype music si dala in bo super, ampak jaz pa pač v unem momentu, ko me neki, ne vem, dobi neko sporočilo ali pa nekaj se zgodi, ali pa samo dobim neke slabe misli, pač občutke, ne pač postelja ali spanec ali neka žalostna muzika in da zjokam ven, pač jaz rečem, da dam iz sebe, če zjočem, jaz sem ful oseba, ki joče in to je tako meni samo tako nek komfort mi daje, pač, da se zjočem in ja, bo depresivno unih par ur ali pa do naslednjega dneva, ma jaz bom pač pol v redu. Ampak to se meni zdi ful pomemben, da tudi mogoče veš, kaj sploh tvoj safe space je. Da, če ti veš, da te postreza, da se zjokaš, pač se boš zjokala. Veš, in je po moje pomemben tudi to, da veš, kaj je tvoj način kopanja s problemi. In to se moraš tudi v bistvu naučiti. Kot si ti v bistvu rekel, za pač te cilje, se mi zdi, da pač za vsako stvar v življenju, to je isto kot smo prej na socialnih omrežjih, ti imaš vse te neke self-help, buke, videe, ne vem kaj ima pač, koliko nas je na svetu, čez 8 milijard zdaj, pač nima niti veze in vsaka oseba na tem planetu ima nek svoj specifičen način in pač ti ne boš, tebi ne more odgovarjati način, kot odgovarja komorkoli drugemu in se mi zdi, da pač tudi življenje in neka osebnostna rast je tudi to, da v bistvu ugotoviš načine, s katerimi ti je lažje dati ven iz sebe, s katerimi je lažje dosežeš cilje in se mi zdi to tudi ful pomemben part celega procesa, da pač ja, ok, jaz bi verjetno, če bi mi kdo v enem momentu rekel, pač pejdi zdaj laufat, blatko, pač kaj je stalo narobe? Daješ mi še večje, še bolj sem depresivna kot prej. V tej vročini, a želiš dati crkno? Ja, pač to mi zelo tako, a hočeš, da sem še slabše, kot sem bila?
Ampak, naprimer, če pa zate deluje to amazing in pač go run a marathon, girl, pač, hej. We support you. Ja, Ja. pač, karkoli ti paše, ampak veš kaj, ti kar pejdi teče, sem počakala tle v postelji, pač. Pa pej zvečer, get those mosquitoes for you. Ja, I believe tako in it. res. Mi je pa ful zanimiv, ka imam podoben način tudi jaz, kad se ti soočaš. Naprimer, me je poudaril, ko je COVID se začel, sem jaz na začetku v fasu in me je prav možgansko kemistrijo malo spremenil. Čist drugač čutim zdaj strah pa anksioza in ni več v glav in čutim ful bolj fizično tukaj. In zdaj, kva čutim zdaj to? A je to? In pol mi je pa to bolj v moj subconscious zdaj vse. In preprosto začnem biti čist neracionalen in rabim escapati in se distraktati. Ponovadi to grem ali na komp, ali sem na medijih, ali pa se umaknem. In pol rabim to počakati, da mine, potem pa lahko malo še premislim, pa se soočim s tem problemom. Ampak najbolje je ta naslednji dan tudi. Ker takrat sem malo že pretuhtal, malo se spočil, sem malo reset naredil, pa sem, mogoče pa ni tu kresen, ampak je pa res, da ti nimaš vpliva, kako ti reagiraš na to. Absolutno. Lahko pa vplivaš na koliko ti to vplivaš. Oziroma, kaj Koliko narediš. pomena boš dal temu, se mi zdi. Ja, koliko daš tega pomenu, ali pa ne moreš, mogoče sem narobe rekel, ne moreš vplivati na to, kar se ti zgodi, lahko pa vplivaš, kaj boš naredil s tem. Tako. Je pa, to mi je ful všeč, kar si rekel, da že prej pa imam zdaj v mislih, se mi zdi, da pa še vedno moramo biti, se mi zdi, da včasih lahko kdo daje ful preveč poudarka na to, da morajo institucije ali pa drugi rešiti njihov problem, ampak je v bistvu na nam in na koncu, ko imaš ti nek problem, moraš racionalno gledati, da lej, jaz imam problem, jaz ga moram rešiti in na tak način ga lahko rešim. Spet, ker tudi at the end of the day nismo več, to bo zdaj mogoče malo harzenelo, ampak tako nismo več 5 let stari otroci. Pač eno je, da ja, ne vem, otrok nekaj naredi in bo pač zjokal, ker je verjetno neka prva taka izkušnja v njegovem življenju ali karkoli, ampak pač se mi zdi, da točno to, kar si pač rekla, ja, ok, imaš težavo, imej support system okoli sebe, absolutno, ampak pač no one will put the work in for you. Pač noben. In vedno boš na koncu z vsemi frendi, z vso družino, ki ti je lahko blizu, na koncu si ti še vedno sam s sabo, sam s svojo glavo, s svojimi mislimi, s svojimi možgani, ki vplivajo na vsa tvoja dejanja in pač se mi zdi točno to, da kar se moramo tudi pač pogovarjati, je, da pač noben ne bo prišel s paličico in tako pač zamahal in bo prišla, ne vem, neka psihologinja in pač tvoj problem rešila. Zakaj ogromno pač primerov in pač ljudi in situacije, da pač hodijo, ne vem, na terapije, delajo vse stvari v priročnikih za samo pomoč, se pogovarjajo z vsemi, ampak kaj meni pomaga, da grem jaz 1 uro na terapijo in potem pa pač samo zanemarim, tako pač pozabim, da je to bil, se obnašam, kot da je to samo pač stvar, ki jo lahko rešim v tej 1 uri na teden. Če pač ti greš na terapijo in pol priješ domov in samo zanemariš vse, kar si slišal, kar si povedal, kar pač si se naučil in boš čisto pozabil, da je to sploh stvar, čez 1 teden na naslednji uri pač ne bo progresa. Ampak lepa lahko tudi malo povežemo tudi s to željo. Mislim, ker če imaš ti željo potem, da si boš po notranju. Na kakršenkoli način. Tudi če je to 1% tega, se boš morda malo zamislil. Tudi je pol tudi odvisno od človeka do človeka, tudi mogoče v kateri stopni dojemanja te težave, pa te mogoče tudi želje, ki jo ima. Ne vem, tako na tak način se mi zdi, da je tudi ful odvisno od kako. Absolutno. Bi še ti kaj dodala? Ja, jaz bi, tudi prej, ko smo se pogovarjali o tem, kako hitro vsi obupamo in tako, pač ne vem, če ne dobimo rešitve, takoj smo tako, ja, ok, zdaj pač nič ne bom več naredila ali nekaj. Se mi zdi, da ful vpliva na to, kako hitro gre svet. Pač vsem se nekam ful mudi, če nekaj rabiš, to v bistvu takoj dobiš, naprimer, če rabiš nek tak dopamin hit, ja, pač odpreš TikTok in je to. Ne rabiš se dejansko za nič potruditi. Če si lačen, ok, naročiš Volta, niti treba kuhati, ne, pač
Ej, Tako, pripravi se na bone. Pripravi se na bone, pač to je. Pa bi jih jaz le izkoristil. Ja, A ti danes smo. ja. Lahko gremo pol poklicati, če hočeš. Pač Sorry, pač vsi si life hočemo tako čim bolj olajšati, nočemo, mislim, se to je normalno, ne, da nočemo straglati, ne, Pač ne daš tega hard worka in. ja, ampak se lih to je, ne, pol, ko se dejansko rabiš soočiti z nečem, kar pa ti ne bo, za kar ne Momentarno. boš imel rešitve v eni sekundi, boš pa tako, Kaj pa kaj zdaj? pa zdaj, Ja. nekaj čisto novega, ne. Ja, meni se zdi, da moramo tudi poudarjati to, da vse je dolgotrajen proces, večina stvari je težkih stvari Tako. in to je to. In mogoče en rek mi gre zdaj po glavi, pač diamonds are made under pressure. Tisti ljudje, ki recimo jaz lahko zase rečem, da sem šla čez dosti težkih stvari, ampak se mi zdi, da je to pozitivna stvar zame. Zaradi tega, ker sem danes taka oseba, ker sem, ravno zaradi tega, ker sem rabila vse te stvari predelati. In zdi se mi, da premalo poudarjamo, da je čisto ok, če se včasih ne počutimo dobro, če je čisto ok, da čutimo, da je nekaj težko, pa da nas bremeni, in da je čisto ok, tudi če rabiš malo dalj časa, da nekaj predelaš. Pač vse je ok, sam imej ta pogon, da pač greš naprej in da je ta cilj, to, da se mogoče ta tvoj problem ali pa stvar reši enkrat. Ja. Bom še jaz malo dodal, ker jaz aktivno hodim k terapiji in k socialni delavki. In fora je pri tem, oni ti lahko pomagajo, sem, če si ti sam sebi želiš pomagati. In oni ti ne morejo dati rešitve. Lahko ti podajo sem tehnike, s katerimi si jih lahko pomagaš, pa je od tebe odvisen, kako jih to izkoristiš. In pa tudi res včasih imaš off week, off mesec, off let, ok. Ampak dokler se trudiš, se boš časoma to popravil. Jaz sem se čisto spremenil v 2 letih, bom rekel. Jaz sem bil čisto sad emo boy. Čisto tak sem bil. Še zdaj, še vedno sem. Naprimer, depresija, pa PTSD, pa vse to naučil stran. Lahko imaš samo tehnike, da olajšaš stres, ki ti ga da. Samo manjše poke dobiš. Da ni več čas sem takle, ampak paš ni več ekstremno. Ne samo to, kar si rekel, ful mi je bilo lepo slišati, ker jaz tako svojim pač prijateljem probam razložiti svoj študij in pol nekako svoj poklic, upam, v prihodnosti. Je točno to, kar si rekel, pač zdaj tako nočem dolgočasiti nobenega, ampak pač mi se učimo, mi nikoli ne smemo pač dati rešitve našim uporabnikom. Pač, ne vem, če mi pride otrok in mi reče, ne vem, sem padel test matematike, jaz ne morem priti do njega in biti samo tako, ja pač dej, uči se, naredi to nalogo, pedi na inštrukcije, pusti sošolcu, ki ve več od tebe, da ti pomaga. Ker pač, če tebi nekdo drugi pove nekaj, ti ne boš toliko resno jemal, ma niti po notranju, kot pa bi, naprimer, če bi ti sam prišel do tega. Pač jaz sem tle za to, ali pa smo tle za to, kdorkoli ne rabiš biti zdaj profesionalec, se mi zdi, da bi to tako bilo mogo biti ful bolj splošno znano, ker dejansko ful pomaga na daljši rok. Pač mi smo tle za to, kot si ti rekel, pač jaz te lahko usmerjam, jaz te lahko sprašujem vprašanja, ti dajem pod vprašanja, te napeljujem mogoče v nekem razmišljanju, ampak ne bo nikoli efektivno to, da jaz pridem in sem tako, ok, zebete, obleči jopco. Pač to mora, mislim, ki je zdaj ful glup primer, ki nima smisla, ampak tako pač ne bo ti, ne vem, v nekem realnem, mogoče življenjskem, dejanskem problemu, pač ne bo ti pomagalo, če ti nekdo drugi pride in ti nekaj pove, samo moraš priti do te rešitve. In se mi zdi, da je to ful, dobro, zdaj mogoče se že malo ponavljam, ampak točno to, kar si tudi ti rekla, pač ti, če sam ne boš sprejemal nekih stvari, pač jih ne bo noben mogel zate. In to si zdaj omenil, mi je tako lepo bilo, ker tako, ne vem, fulkrat smo se tako, moji prijatelji so bili tako, ja, dej ti socialna delavka, dej pomagaj mi glede tega. In so bili tako, mi povejo in jaz sem tako tiho in rečejo, ok, kaj naj naredim? In jaz sem tako, ja, ma pač, jaz mislim, da ti že veš, kaj moraš narediti. In tako, ne vem, par pod vprašanj. In so bili tako, ja, ma zakaj mi in ne vem, pridemo do neke rešitve, ja, ma zakaj mi tega takoj nisi povedala? In sekla, Ker si mogel sam. ker ne bi hitnilo enako, če bi ti jaz to povedala. In ne bi imelo toliko dolgoročnega vpliva, če
sam ne bi tega izvedel ali pa prišel do tega. In bom povedal, da socialni delavci pa to so ful koristni zaradi tega, ker lahko garantiraš, da imaš nekoga, ki je neutralen parti, ki nima nič že vpliva na te, ki nima nič mnenja že o tebi, nima nič v preteklosti že, kva je s tabo, razen, če imaš kakšno kartoteko, ne vem, kva. Sam stalna stranka. Okay, ni. Če nisi siguran, da greš socialni delavci. Ampak je pa tudi res, da imaš prijatelje, ki so lahko tudi dobri neutralni. A ne? Si lahko, si lahko kdaj A kot prijatelj? 100% res, jaz mislim, da mogoče je wild 100% res, ja. Jaz mislim, da 100% prijatelj tvoj ne more biti neutralen, že zaradi tega, ker ne vem, Čustveno upleten. Ja. čustveno upleten prvo kot prvo, ne mogoče zaradi situacije, ampak že tebe ima rad. Ja. Že to ti bo dalo 2% prednosti v katerikoli situaciji boš. Tvoja preteklost, če je nek tako dolgoleten ali pa za dlje časa prijatelj, bo že poznal neke tvoje vzorce, neke tvoje situacije in bo točno vedel, ok, ne vem, če ima frendica težave s fantom, pa točno vem, kaj moram reči, ker vem, kakšni so bili vzorci prej. In pač, a si lahko res kadarkoli to. Dobro, mislim, to ni lih tema, sorry, ampak bom rekel, tako. čisto odvisno je situacija in stiske. A ne? Naprimer, oh no, break up again, my 15th boyfriend, it's the same boyfriend again. What do I do? And you're like, leave him. Ja, da je se tako pač stop, nehaj. Chill. Ja. Ja. Do nekega mere so lahko neutralni, potem pa je že malo. Tako da, socialni delavci pa terapija, Ja, podpišem. Jaz sem isto hodila na terapijo in se mi zdi, da meni je to tako daleko, ker si niti takrat nisem znala predstavljati. Da bi mi to... Sem videla komaj kasneje dejansko. Ja, začneš razmišljati. Začneš razmišljati, ok, kaj, tako ker meni zdi dosti krat, ko sem tudi jaz hodila na terapije, tako v enem momentu sem tako, ok, ti si mi zdaj nekaj rekla, jaz se strinjam, ok, cool, ma še lepo kasneje, ko ti vidiš dejansko nek progres in se malo zmišljaš, si tako, damn, she was right. In tako dejansko te hitne, oh my god, to mi je probala povedati cel čas. In tako konceptualiziraš in ponotranjiš, se mi zdi, da komaj, mogoče tudi zaradi tega, ker itak malo se pač si starejši, vsak dan dejansko z več izkušnjami, maybe tudi zaradi tega, ampak ne vem, meni se zdi, da res komaj kasneje te dejansko res hita, oh my god, I did some progress zaradi tega, kar takrat nisem razumel, zdaj pa razumem. Ja. Hvala, terapevtke. Ja, thank you. Okay, zdaj pa, da ne bomo predolgi, imamo v bistvu sam še eno zadnje vprašanje. Se pravi, pa lahko na hitro v enem stavku. Če bi bil zdaj tukaj vaš prijatelj, kaj bi bil en nasvet za njega ali pa za njo v povezavi z duševnim zdravjem? Recimo, gospod Pahor bi rekel, rin naprej. Jaz bi rekla, da ne verjamem v to, da ko bo enkrat v prihodnosti pogledala nazaj na ta trenutek, da bo lahko zelo ponosen nase. Okay. Ja. Toliko veliko stvari bi jaz lahko rekel. Eno si mu zvrnil. Okay. Ponovadi, ta najbolj neudobna rešitev je ta prava. To je dobro. Okay. Zdaj si mi dal misliti. Jaz bi tako, mogoče čisto simple, full basic, ma res se mi zdi, da tako stojim za tem, ne glede na to, koliko je grave situacija in koliko misliš, da ni pomoči in da ni rešitve, come talk to me, ali pač kdorkoli svojim friendom, pač povej in pač bom tle, da jo najdeva skupaj, če misliš, da je ne moreš najti sam. In tako ne kot socialna delavka, ampak dejansko kot prijatelj, pač nima veze, kaj je, bomo rinili naprej, ti bom pomagala in pač nekaj bomo našli. Mogoče ne danes, mogoče ne jutri, ampak bomo našli nekaj, kar Ni bo. ekstremov, ni da, ne? Obstaja tudi mogoče. Ja. A ne? Jaz bi pa, recimo, če bi jaz rekla, pa samo rekla, vse je ok, vsak ima svojo normalo in vse se zgodi z razlogom. Ja. Zdaj pa, jaz imam samo še eno res kratko igrco za nas. Imamo nisem, zvoli, in sem, in te bom dala pol. Oh my god, never have I ever. Yes, tam pač po hell slovensko, oba prosti.
Evo, pa jaz se bom šla z vami. Yeah, of course. Okay, jaz bom prebrala 5 stavk, mislim 5 nekih navedb in pol damo sem ali pa nisem. Okay? Pa tako pokažemo, da bi kazal. Okay. Se pravi, sem ali pa nisem že rekla ali pa rekel, v redu sem, čeprav nisem bil. Torej, to je tako, se mi Guilty. zdi. To se mi zdi tako worldwide experience. Ja. Pač. Hello, teenager. Ja, tako, če nisi tega naredil, tell me your secrets, pač, please. Okay. Druga. Sem ali nisem že dal ali dala nasveta prijatelju ali prijateljici, ki ga sama ali sam nikoli ne upoštevam. Jaz sem. Zakaj naš kolaš out? Pač, what is this? Coaches don't play. Coaches I'm don't not play. sorry. Coaches don't play, guys. Ja. Okay. Sem ali nisem že čutila ali čutil pritiska, da moram imeti pri svojih letih vse ugotovljeno. Ni? Okay. Tell us your secret, girl. Pač, ker se mi zdi, da tako, pač, imam 20 let in vse ok, včasih je to pomenilo married with 2 children, ampak tako, jaz ne vem, vedno sem bila tako, pač, ne vem, če sem imela 15 let, tako, pač imam 15 let, začela sem srednjo šolo. Pač, to je, ne vem, zdaj ni da tle flexam, tako, v šoli mi je šlo, ne vem, naredila izpit za avto pri 18, naredila maturo v prvem poskusu, tako, pač ne vem, mogoče, zdaj tle absolutno no hate, se mi zdi, da jaz nisem bila še tako, kaj bi mogla imeti figrano od pri 17? Kdo pričakuje karkoli imeti figrano? Razumeš, da bi zdaj imela 35 let, živela doma, brez kadarkoli imela službe, brez kakršnih kolih ciljev in hobijev v življenju, ampak tako, zdaj imam tako zaokrožila 20 let. Pač, kaj moraš imeti figrano od pri 20 letih? Sej točen to, ne? Ampak ne vem, se mi zdi, da dost mladih z mano vred, pač imaš nek ta, ne vem, jaz imam ta problem, da vedno hočem več, hlastam potem, da pa sem ponosna na se znotraj sebe. To je super, ampak bi rekla, si vršiš sama pritisk, da... Ja, to je največji problem, ker imamo znotraj sebe mogoče tisti pritisk, a bi mogel še več, pa ne sploh mogoče specifično, da se primerjaš z drugimi, ampak se primerjaš sam s sabo v situacijah, ki morda lahko bi bil, če to sliš. Ja, samo tako, jaz ko pač rečem, ampak ti si še vedno na neki stopnji, s katero si zadovoljna, ampak se mi zdi samo tako normalno in logično in v bistvu edino pravilno, da od sebe pričakuješ več, ampak se mi ne zdi, da bi zdaj to moglo pomeniti, da ti zaostaješ v življenju. Ja. Ne vem, pač ne vem... Ne, sej podpišem tvoje stališče. Okay. Ne vem, če se moram zdaj tle še zagovarjati. Večina umetnikov postane uspešni šele, ko umrejo, ali pa ko so ne vem koliko stari. Eni pa šele začnejo pri 80-ih. Ali pa pol začnejo šele njihove muske uporabljati res, pol 100 let po... Ja. Ok, in še zadnja. Sem ali nisem se imela super ekstra dober na temo podcastu. Sorry, ne, to je bil genuine mistake, I'm so sorry. Jaz sem bil tukaj blizu, da sem jaz... Ne, amazing. Tako da, Una, Nina, Miha, ful, hvala. Hvala tebi, Taša. Vam pa hvala, ker ste nas poslušali. Upam, da ste kaj novega in pametnega zvedeli, drugače pa upam, da se poslušamo še naprej.